Beletrina v živo. Ljudje smo kdaj pa kdaj strastno zaljubljeni v trpljenje, je nekoč zapisal veliki Fjodor Mihajlovič Dostojevski. Midva z današnjim gostom morda ne bova ravno trpela, bova pa zagotovo odpirala različne filozofske, literarne, zgodovinske in teološke premise svetovnega klasika Dostojevskega. Z menoj je že gospod Grdina, lepo pozdravljeni, profesor in veliki poznavalec literarne in kulturne zgodovine. Izhodišče za pogovor pa bo tale knjiga, Dnevnik pisatelja, ki je nekako kratka zgodba novele in razmišljanja velikega filozofa in svetovnega misleca. Za začetek, gospod Grdina, morda prvo vprašanje, če se pomakneva v čas, ko je Dostojevski živel in ustvarjal, to je 19. stoletje. V širšem kontekstu gre zagotovo za obdobje, v katerem so slovanski narodi doživeli nekakšen nacionalni preporod, tudi poljski, slovaški, pa srbski in tako naprej. Kakšno pa je bilo takrat morda družbeno življenje v tedanji carski Rusiji? Rusija je bila v tistem času še vedno v okviru stanovskega reda. Če pomislimo na to, da je car Aleksander II. Odpravil tlačanstvo 1861. leta, potem vidimo, da se tam pri nas 1848 neodpravljeno, da se tam še malce kasneje zgodilo. Je pa zanimivo to, da je ta v bistvu nekakšna revolucija od zgoraj prišla, vendarle 2 leti prej, prednje je Abraham Lincoln osvobodil sužnje v južnih državah Unije. Torej, zanimiv čas zato, ker Rusija Dostojevskega je še vedno zelo tradicionalna, kljub tem reformam carja osvoboditelja in seveda predindustrializirana, na drugi strani pa seveda na neki način tudi podaljšano 18. stoletje, ko zgornji sloj živi praktično mimo teh množic, ki jih niti ne pozna. Če primerjamo na eni strani Dostojevskega in na drugi strani Tolstoja, dva res pisateljska velikana in kako različna. Torej, pri Tolstoju brez francoskega slovarja, če ne znamo francosko, praktično ne gre. Torej, in Dostojevski je tem zgornjim 10 000, ki so vladali Rusiji, učitelj, da Rusije ne poznajo, zlasti, da ne poznajo ruskega človeka. In potem seveda je učitelj tudi tistim, ki so bili prepričani, tako kot v začetku on, da mora Rusija slediti Evropi in da jo lahko prekaša samo po tem čim popolnejši evropeizaciji, da bo boljša Evropa, in zato stavi vsaj v začetku na revolucijo, da potem preide v nekaj čisto drugega z svojo spremembo stališča, s kritiko vsega zahodnjaškega, in verjetno samo do Aleksandra Ivanoviča Hercna je ohranil vseh zahodnjakov veliko spoštovanje. Sej Hercen je tudi napisal nekaj podobno imenitnega, kot je Dnevnik pisatelja, torej njegovi spomini so prava Noetova barka 19. stoletja, ne samo ruskega. In zdaj na drugi strani seveda Dostojevski kot človek, ki se je razšel praktično za vsemi. Torej, v začetku seveda s carsko državo, ko snuje republiko, ker to je bilo tisto najbolj usodno, ampak na drugi strani bi to bilo izpolnitev sna Katarine II., ki se je tudi imela, čeprav imperatorka, za republikanko. Zelo platonično seveda. In potem seveda, če pogledamo nadaljni razvoj, ko Dostojevski vendarle napravi zelo veliko, ampak posredno
za kritiko tedanje Rusije, torej zlasti z prvim romanom, ki tematizira ta izgnanstvo v Sibirijo, to se pravi iz mrtvega doma, ko navidezno bi izpolnjeval program kritikov, pa se razide z rusko inteligenco. Torej, nihče ni bil potem tako zaničevan kot on sam, v čemer je njegova hčerka, potem, ki je bila tudi pisateljica, napisala torej v eni izmed njegovih ne ravno najobsežnejših, ampak vseeno najboljših biografij, kako pravzaprav so njega sovražili, torej Dostojevskega, ruska inteligenca. Ker ruska inteligenca je nek poseben sloj. To niso intelektualci v zahodnjaškem smislu, ampak to so intelektualci, ki so proti režimu. Torej, to je, ni zadost biti izobražen, ampak moraš imeti do režima takšno in takšno stališče. Edino Herzen nekaj časa pomišlja na to, ali morda pa te reforme Aleksandra II. Obetajo torej drugačno Rusijo, zahodnjaško Rusijo, in potem vemo, da ob koncu car tudi snuje nekaj, kar naj bi vodilo k ustavi. Morda celo tisti dan bi podpisal, ko je bil potem izvršen atentat. Atentat, ki ga je na neki način pa, kdor je bral Dostojevskega, lahko pričakoval. Torej, zlasti besi. Torej, Rusija je zelo nenavadna država. Torej, država, ki je premagala Napoleona, ki pa je vendarle imela mnoge notranje težave. Torej, ta režim, ki je veljal za najstabilnejšega, najbolj nedotakljivega, je bil zelo ranljiv, ker je država bila centralistično upravljana in atentat na glavo cesarstva je pomenil praktično neko tako res veliko motnjo. Torej, Rusija ni takšna, kot so evropske države, ko lahko hitro kdo stopi na tisto mesto, ravno nasprotno. Torej, Rusija postaja zahodnjaška potem v recimo tistih 4-5 desetletjih, ki še carstvo ostanejo, ko napreduje izjemno hitro in ko je nestabilna ravno zaradi tega, ker je dežela na prehodu. Torej, zgradi največjo najdaljšo železnico na svetu, torej postane industrijska sila na 80% nemške moči. Je morda to prebujalo tisti mladostniški upor Dostojevskega, pa potem Petraševci in tako naprej, še preden je končal v Sibiriji? Torej, Rusija je imela nek občutek, da seveda zaostaja in da se mora zgledovati po nekom. Po drugi strani je pa to drugačna civilizacija. Saj tudi Evropejci imamo vedno težavo z Rusijo, ali to šteti za neko samostojno civilizacijo, ki nadaljuje na neki način bizantinsko, ali pa je to vendarle ta Petrovska Rusija, ta prava, ki se zgleduje po Evropi in hoče Evropo prekašati. Vse bo samo še imenitnejše v Rusiji. In Dostojevski je seveda sprva predstavnik tega drugega pogleda, torej Petrovec na kvadrat, bi lahko rekli. Torej, in revolucija je v tistih krogih seveda nekaj kar simpatičnega. Torej, ne smemo pozabiti, da pravzaprav prvi poskus ruske revolucije je 1821. leta, torej dekabristi.
torej, oziroma malce kasneje, ne, torej to je leto Ljubljanskega kongresa, ko je car seveda še tukaj malce kasneje, torej pride do tega dekabrističnega upora, ampak tudi ta dekabristični upor ima prednike v dvornih prevratih 18. stoletja, ne. Skratka, kje se začenja pravzaprav revolucija, ne, car Aleksander I. je prišel na oblast z enim interesantnim dvornim udarom, ko mu očeta ubijajo, ne, in torej ti zarotniki poskušajo najprej tuhtajo, bi sploh bilo tega norega ali pa ubogega carja Pavla umoriti. In potem tisti vodja zarotnikov pravi, ja, gospoda, če hočete imeti omleto, potem morate streti jajca. Ne, torej, ja, revolucija, ne, torej, ni tako zelo jasno, ne, odkot ali so višji sloji za ali proti enemu ali drugemu principu, ne, torej, predvsem pa višji sloji ne poznajo Rusije. Profesor Grdina, če se zdaj morda bolj osebno, intimno dotakneva njegove literarne persone, vsi dobro poznamo Zločin in kazen, bratje Karamazovi, Idiot, Mladenič in tako naprej. Mislite, da vsi dobro poznamo? Jaz pa mislim, da ne, oprostite. Ker ne beremo dvakrat, verjetno, ne? O ja, beremo dvakrat. Ali pa trikrat bi morali, če ne štirikrat. Ja, to tako je Dostojevski pravzaprav kot te ruske babuške. Ne? Torej, misliš, da si prišel do konca, pa se pokaže še vedno nova znotraj, ne? Ampak znotraj tega prevoda, ki ga zdaj dobivamo v slovenščini po zaslugi prevodu Boruta Krašovca, Urške Zabukovec in Aleksandra Skaze, spoznavamo njegov širši literarni opus. Kakšna je pravzaprav ta literarna evolucija Dostojevskega, kdaj lahko rečemo, da se je začel ukvarjati z dnevnikom? Torej, na neki način je bil Dostojevski seveda kot izdajatelj časopisov oziroma pa, če bi rekli morda bolj revij, vedno zapleten v te praktične in dnevne stvari. Ne? Zdaj, koliko je zapisal, to je druga stvar. Ne? Ampak vendarle, od Sibirije naprej, ne? Dostojevski ve, da je praktično edini ruski pisatelj, ki pozna rusko ljudstvo. In ima popolnoma drugačen odnos do preprostih ljudi, tudi do zločincev, kot vsi drugi ruski pisatelji, namreč razumevanje in tudi ljubezen. Medtem ko pri zahodnjakih je to kritika. Vzamete slovensko literaturo, ne? Kaj je Cankar drugega kot ena sama kritika. Zadnjič je bil simpozij v Josipu Jurčiču, ne, in se mi zdi, da je profesor Pereničeva lepo pokazala, kako je Kozlovska sodba ena velika kritika Slovencev. Ne. To je zahodnjaški princip. Dostojevski najde v Puškinu drugačen princip, ne, torej razumevanje in seveda neizmerno ljubezen. Samo saj tudi kritika prihaja iz ljubezni. Profesor Grdina, mogoče meni se je dotaknilo ta res poseben odnos, ki ga ima Dostojevski do lastnega naroda. Vedno znova se preizprašuje o njem. Na nek način zanimivo, sam kot teolog, ko gledam, vidi tudi vzpon ruskega naroda v neki duhovni prenovi kot triumf Kristusa. Kako vse skupaj je to povezano? Je lahko Dostojevski na nek način tudi duhovni reformator? Seveda je. Seveda je. Torej, pri Dostojevskem, kar ste, mislim, da nakazali s svojimi besedami, se vse vrti okoli Kristusa. Torej, cerkev in podobne stvari, vera, to je vse v esenci Kristusa. Ne? Torej, če vzamete recimo kneza Miškina, ne? Torej, to je nekakšna takšna
osebnost, kot je Kristus, samo postavljena v neko drugačno okolje, v drugačen čas, ampak vendarle, torej, njega privlačijo torej, takšni liki. In ko gledamo, ali pa tudi prebiramo študije, a so si Dostojevskologi edini v tem, kako je Dostojevski veroval, ali bi samo rad veroval. Torej, zelo različna in dobro utemeljena stališča z ene in druge strani, ampak kar pa zadeva Kristusa, njegovo osebnost in poslanstvo, o tem pa pri Dostojevskem ni nobenega dvoma. Torej, in če to zdaj povežemo z teksti, ki jih je Dostojevski najbolj čislal, torej ravno v Dnevniku, tisti odlomek mi je na neki način med temi najdražjimi odlomki, ko govori o tem, da če bi se svet končal, bi potem lahko človeštvo samo pokazalo, čisto tiho, nič govoriti, kaj je smisel življenja na zemlji, torej knjigo Don Kihota. Torej, neko popotovanje, iskanje in na neki način seveda tudi najdenje. In če pogledamo Don Kihota in ga premislimo natančno, kaj je tista velika stvar, torej da Don Kihot, ki je idealist in čudak, vsestranski, začne sam, ampak potem najde spremljevalca, ki je karakterno popolnoma drugačen. To je v miniaturi seveda nekaj takega, ker Kristus ima tudi potem vse in vsakršne ljudi lahko za sabo. Zdaj smo se dotaknila psihološko-teoloških dimenzij. Tukaj mi je zanimivo, prvo misel, ki sem jo začel s trpljenjem, pa ni želja o tem, da bi midva trpela, pa vendarle trpljenje je... Temu se v življenju ne da izogniti. Ne, to je prav ta Dostojevskova misel. Zdi se, kot da je bil skozi obkrožen s trpljenjem. Seveda, torej, če prebiramo njegove biografije, začenši torej s to, ki se meni zdi najzanimivejša, ki jo je hčerka napisala, torej, ko govori o nesrečah njegovih ljubezni, torej tam do poznih, do srede 40 let, torej obdobje strasti mu ni prineslo praktično ničesar. Potem, ko išče zvestobo, potem je pa, bi rekli, nagrajen. Torej, ko stopi iz nekih običajnih predstav. Ampak to je tudi seveda čas, ko je Dostojevski tudi v miselnosti že postal poseben, ko je postal vendarle zagovornik Rusije, torej sprejema to zvezo med carjem in ljudstvom, ki je edinstvena pravzaprav, vsaj konceptualno, ampak hkrati na drugi strani, če pogledamo čisto na koncu, torej je on prijatelj ideologa, pa Bjedonosceva. Ampak ko mu pa Bjedonoscev pove, kje pri Karamazovih bi bilo treba malo drugače zasukati. Se pa konča. Torej ne popusti. Torej, pa Bjedonoscev, ki je torej neki vendarle pozneje lik, zaradi katerega Dostojevskega inteligenca ne mara in potem socialisti ga ne marajo in pravzaprav neko najbolj čudno poglavje spregledujejo pa ravno to bistveno, da seveda on govori s tem vrhunskim izobražencem, ki je potem postal oberprokurator presvetega vladajočega sinoda Ruske pravoslavne cerkve. To je dejansko vodja, državni vodja državne cerkve in nekdo, ki usmerja rusko prosveto tam do prve revolucije 1905. leta. Torej,
Takemu človeku Dostojevski reče, ne, zanima ga, kaj ta človek meni. Ampak, če beremo zelo natančno dnevnik pisatelja, imamo še en meni drag odlomek, ko govori, torej je ena anekdota, ko se Belinski in Herzen srečata in Belinski da prebrati Herzenu en dialog. In potem Belinski vpraša, kaj menite? Pa pravi Herzen, da se vidi, da mu je ena oseba ljubša od druge. Ja, in? Pravi Herzen, zakaj ta oseba prva sploh izgubljaš čas s takim bedakom? Da nista enakovredni stališči, ne? Torej, in to je tisto, kar je Dostojevskega pri pisanju vendarle nosilo in kar ga dela za izjemnega, ne? Torej, da so vsa stališča zagovarjana optimalno. Ne? In torej, ko se je on pogovarjal s Pobjedonoscem, verjetno za marsičem nista strinjala, ampak torej oboje, vsako stališče je bilo optimalno zagovarjano. Ne? Torej, tudi to carsko samodržavje, ne, če berete potem spise Pobjedonosceva, kaj piše recimo o moderni zahodnjaški državi, ne? O strankah, ki pravijo, da zagovarjajo ljudsko voljo. Ja, kako? Ker samo nekaj ljudi res lahko misli enako. Torej, kaj so potem stranke moderne? Interesna združenja, kjer so približno enakega mnenja, ali pa celo to ne. Torej, neka skupina, ki se združi preprosto zato, da bo vladala. Ne? Medtem ko car z svojo nezainteresiranostjo za prvenstvo katerekoli skupine, pa bo Rusijo upravljal optimalno. Ne? To je mogoče naivna misel, ne? Ampak morate pa priznati, da je logično izpeljano. Ne? Torej, oponirati zdaj to na nekem teoretičnem nivoju, ne? Je pa res tudi, je težko. Ne? Je pa res, ne, da je morda Dostojevskega hčerka dala ključ, kako je Dostojevski lahko tako optimalno zagovarjal tako zelo različna stališča, da so njegove osebe v resnici žive. Zato, ker je vzel sebe v nekem obdobju, torej ona prepoznava v Ivanu Karamazovu Dostojevskega, torej svojega očeta v tisti revolucionarni fazi, ne? Torej zgodnjega pisatelja, ki je všeč Belinskemu. Ne? Na drugi strani seveda odmeva pozni Dostojevski v drugih likih. On je vse to doživel in zato je lahko optimalno zagovarjal vsako stališče, torej vsaka njegova oseba, pa tudi torej tisti revolucionarji, ki jih recimo on kot nekdo, ki piše dnevnik pisatelja, njihova stališča najbolj obsoja, ampak v romanih so prikazani oziroma zagovarjani optimalno. Profesor Grdina, zdi se mi, da njegove miselne figure vedno znova v njegovih razmišljanjih postanejo pravi reki. Denimo dnevnik 1873 se mi je odprlo duhovito, po drugi strani pa precej družbeno angažirano razmišljanje o laganju. Rusi se bojijo resnice, zato lažejo. Na videz preprosta misel, ki se tako izrazito izrazi. Se vam zdi morda, da je Dostojevski svoja stališča tako optimalno zazrl prav s tem svojim etosom, da se poglobi vsako stvar tako izrazito močno? Kdor je dal toliko skozi, kot je dal Dostojevski, doživel toliko izdaj in hkrati tako pozorno prisluškoval vsakemu stališču. Ne? Torej, anekdota, ki je najbrž že da zelo resnična, je, da je pri teh krožkih, ne, zaradi katerih je bil on obsojen na smrt, srečal svoja dva brata. In enega je takoj nagnal
enega je pa uspel potem s svojim govorjenjem na neki način izvleči iz preiskave. Ne? Torej, tu je na delu en velik etos, ki se kaže v razmerju, seveda, pravzaprav ne v razmerju narobe, sem rekel, v odnosu do drugega človeka. Ne? In potem seveda, ko je tamkaj v Omsku, samo ob Bibliji, ki so mu jo podarile žene teh dekabristov, ne, torej, ki so tam po smrti Aleksandra I. Te dekabristi poskušali izvesti torej to revolucijo, prvo rusko revolucijo, in ko ni uspelo in so bili torej, te ženske šle, ki ne bi bilo treba, v izgnanstvo, torej z možmi. Tamkaj Dostojevskemu darujejo Biblijo in nekaj denarja. Ne. Torej, tamkaj vidi, ne, da ljudje, ki jih tako kritizirajo Evropejci, so v svojem bistvu drugačni. Vsaj Rusi. Ne. Vsaj Rusi, ne? On to povezuje z ruskostjo. Ne? Zdaj, to ni mogoče v Evropi, to pustimo zdaj le v hipu strani, ampak Dostojevski je videl tukaj tudi prihodnost, seveda, Rusije. Ne? Je pa res, ne, po drugi strani, ko on govori o Rusih, pa o drugih, ne, torej je pa mnogo tudi stereotipov. Ne. Tukaj vidimo, kaj pravi recimo o Judih. Ne. Če ne bi šlo za Dostojevskega, bi ga takoj obsodili, da je antisemit. In to hud antisemit, mogoče celo tisti, na katerega se pozneje pogromaši sklicujejo. Ne. Torej, je pa res po drugi strani, da v romanih pa ni takih poenostavitev. Ne? Torej, ima tudi Jude za prijatelje in jih opisuje pozitivno. Ne? Torej, dnevnik pisatelja je vendarle na neki način tudi ta dnevni Dostojevski, glede na tistega romanesknega Dostojevskega, je malce reduciran. To je težko reči, ker na neki način priporočava knjigo, ne? Ampak na drugi strani je pa torej to, da je takšen Dostojevski lahko napisal romane, kjer si je dobesedno stal na ramah, vendarle torej tudi najboljše priporočilo za njega kot avtorja romanov. Ne, torej, to je nekaj, kaj bi rekli, no, ne ravno neko surovo gradivo ali kaj podobnega, ne, ali pa tudi ne samo poskusi, ne, kam misel gre lahko, ne, torej to je, ne, ker to ni tisti dnevnik, ne, dragi dnevnik, danes sem bil to in tam, ne, to je nekaj delovnega, ne, torej kako razmišljaš, ne, torej pogled v njegovo delavnico, ne, in vsi ti vplivi, ne, dnevni, ne, torej Dostojevskega razburja, da Evropejci ne razumejo ruske, azijske politike, ne, ampak vendarle po drugi strani pa, da takšen človek vendarle uspe, ki je imel torej enostranske poglede in vse mogoče, je pa uspel takšne romane napisati, v katerih je res ves svet. Ne. Ampak seveda, če pa gledamo biografijo, pa vidimo, kaj vse je torej doživel. Na vse zadnje, ne, car Aleksander II, ne, to je zadnji veliki car, kot ga danes imenujejo, je njemu osebno, ne, torej po pismu omogočil, da se je vrnil v Peterburg. Torej general Todleben je pomagal mu, da je prešel torej lahko v evropski del
Rusije. Ne? In to so bili seveda ljudje, ki bi izgubili življenje, če bi ti Petraševci uspeli napraviti republiko. Ne? Videl je pri preprostih ljudeh, ki jih je v katorgi spoznal, pri tistih, ki so res imeli za sabo krvne delikte, in seveda pri ostalih Rusih, tudi tistih, ki so bili malce višji in vse tja do carja, ki niso poznali onih spodnjih. Ne? Zato pa je njegov svet je nepreprost, ne? In veličina recimo Dostojevskega je ravno v tem, da ničesar ne poenostavlja. Ne? Ostane v svoji formi. To vedno, ne, mislim, vedno. Sej, to se mi poraja tisto vprašanje, ne, ker ko je tudi mučilo Stefana Zweig'a. Stefan Zweig je recimo razmišljal o tem, kako bi iz teh res debelih knjig z črtanjem in še enkrat črtanjem napravil intenzivne knjige, ne, torej, kjer bi bilo samo tisto, kar je jedro povedano. Ampak bi bil potem to še Dostojevski, to bi bil en evropski pisec, kjer ne bi bralec vedel pravzaprav za vse to zmedo, ki vlada, torej, ki obdaja te junake, ne? Torej, kaj bi bili besi, ne, brez prvega, tistega začetnega dela, ker je še sam Dostojevski priznaval, da ni ravno čisto dobro vedel, kaj da piše, ne? Torej, ampak brez tega prvega dela, a bi ti besi v resnici bili potem ena slika razumevanja časa. Pa ne samo časa, to je tisto bistveno, je človeški karakter. Ne, torej, ki se zaplete v recimo neko arhetipsko, bi rekli, dejanje, ker navsezadnje to nezadovoljstvo in da po neki hitri poti napravi, to se reče z eliminacijo drugih, da to pač potem vodi do res sveta besov, demonov, če hočete. Morda bo to moja iztočnica za zadnje vprašanje. Približujeva se koncu, gospod Grdina. Zakaj je pomembno, da vedno znova vzamemo v roke svetovne klasike? Zato, ker nam imajo vedno kaj povedati, torej odkriti na novo. Kaj je, po mojem mnenju, tisto, kar res lahko da velika umetnost? Torej, da nam stvari, o katerih bi sicer ničesar ne vedeli, ker ne bi pomislili na nje, pomislili pa ne bi ne zato, ker nismo zadosti pametni ali občutljivi, ampak zato, ker imamo takšne in takšne izkušnje. Zato, ker živimo tukaj in nekje drugje. Ampak ta velika umetnost nam da te izkušnje enako močne, kakor so naše osebne izkušnje. Vse ti veliki liki, ti bratje Karamazovi živijo tako tudi telesno z nami, kakor sva midva zdaj tule drug ob drugem. In to je tista značilnost in tudi lastnost, bi rekel, tudi conditio sine qua non ene velike umetnosti. Zato je to bistveno, torej, poznamo svet in poznamo ljudi. Gospod Grdina, najlepša hvala za vaše vse lucidne misli. Hvala za priložnost, da sem jih imel možnost izreči. Gledalke in gledalci, vabljeni k branju. Beletrina v živo.